Preden so se petošolci lahko vrnili v čas svojih starih staršev, so morali zamenjati garderobo. Oblečena sem v star črn predpasnik in pisano krilo, ki se mora vedno zavezati od spredaj, in v staro modro lozno majico, ki ima ponavadi bele gumbe. Oblačila so iz bombaža, zato nam je malo vroče. Vse punce se v obleki počutimo kot nekakšne princeske. In princeske lahko izbirajo, s kom bodo plesale. Z gledalom gledaš fante, kaj se dogaja, in potem, ko pride za tvojim hrbtom, pogledaš, kdo je, in če ti je všeč, pač gre z njim zaplesati. Fanti pa se pogovarjajo, koga bomo zbrali in dali naprej. In potem, če punca odkloni, gre fant nazaj in pač pošljemo na drugega. Če me punca odkloni, se ne počutim glih dobro. Ker me ni izbrala, pa mi je bila všeč. Ta stari ples se imenuje po glavnem pripomočku – ogledalu. Za špegel tanc nam je povedala učiteljica in tudi ona nam je pokazala, kako se pleše. Danes se mi bi zdelo čudno, če bi ga nekje plesali sredi mesta, ker zdaj že imajo bolj moderni plesi. Poleg plesa in zabave je dan danes zelo drugačen tudi šolski pouk. Jaz sem vprašala svojega dedka, babico, da so učiteljice bile zelo stroge, pa da so jim packe davale, da so jih dale po prsti. V igro smo pač tako priredili, da smo najprej vprašali svoje dedke, babice, in smo potem na to temo naredili besedilo. Mladi so se naučili, da lahko s poznavanjem preprostega tradicionalnega življenja bolj cenimo sedanjost.